Če govorim kot režiser, ki se je v življenju ukvarjal z mnogimi dramskimi teksti in mnogimi gledališkimi pisci, vključno sam s seboj, če lahko tako rečem, bi rekel, da me je pri demokraciji predvsem potegnila osebnost avtorja. Brodski je namreč obdržal neko cinično distanco do obeh sistemov, v katerih je živel, do kapitalističnega in do komunističnega, pogojno rečeno. In to se seveda v tej igri vidi. Po eni strani kot disident, ki je bil zaprt, interniran v Siberijo, pregnan iz države, iz tega nikoli delal neke velike patetične zgodbe. Ni čutil te potrebe. Znana je njegova izjava, da je po svoji hvaležen cenzuri v bivši Sovjetski zvezi, ker je preprečila, da je objavil stvari, ki itak niso bile nič vredne. Po drugi strani je pa seveda v demokraciji duhovito zironiziral tezo o koncu zgodovine, o zmagoslavju kapitalizma in predvsem v funkciji demokracije in politike v njem. Če je namreč ta v starogrškem smislu pomenila modrost upravljanja z državo, skupnim dobrim, se v tej njegovi igri politika ukvarja predvsem sama seboj in svojimi privilegiji. Demokracija ni klasično dramsko besedilo, ni zaključeno, potrebna je bila določena priredba, to sicer pri Brodskem ni nič nenavadnega, on tudi svojih pesniških zbirk ni sam urejal in je to prepuščal drugim. Govorim seveda o knjigah, za katere je dobil Nobelovo nagrado za literaturo. Zakaj govorim o vrednosti distance, ironije, humorja? Svet je danes in družba in večkrat tudi umetnost v nekem krču, ki je poln nekih samoslepil in s tem povezane čustvene hektike. Zato je taka igra po svoje olajšujoča. Ne samo zaradi neke duhovite lucidnosti, ampak tudi zaradi te globoke ironije, ki je za mene sama po sebi zelo estetska, zelo šarmantna. Seveda, davek, ki ga mora avtor plačati za tako držo v življenju, se pa morda skriva v neki drugi misli, ki jo je napisal Brodski in se glasi: hvala Bogu, da sem na tem svetu ostal brez domovine.